Fakulteta za šport, Inštitut za šport ima prav gotovo najmodernejšo opremo. Bistvena prednost našega inštituta pa je, da športnika lahko obravnavamo celovito, kajti v sestavi našega inštituta imamo 9 laboratorijev, pa naj naštejem samo nekaj najpomembnejših: laboratorij za fiziologijo, laboratorij za biomehaniko, laboratorij za biodinamiko, športno medicinsko nutricistiko, laboratorij za gibalne navade, psihologijo. Skratka, tukaj lahko športnik dejansko dobi vse, kar potrebuje za svoj razvoj. V zadnjem obdobju moram reči, da se ravno na tem športno-medicinskem delu veliko ukvarjamo z rehabilitacijo, s predpripravo športnikov, še posebej pa lahko rečem, da zdaj z novim študijem kineziologije, kateremu je ta študij tudi namenjen, se pravi, da po osnovni, rehabilitaciji, ki jo opravljajo fizioterapevti, to prevzamejo kineziologi, smo dosegli v zadnjem obdobju zelo velike učinke. Torej, naš osnovni cilj je pri vsakem športniku pridobiti inicialno stanje, se pravi začetno stanje, in potem ga spremljati skozi njegov razvoj. Naša tendenca je, da bi se naj športnik vsakokrat testiral na leto vsaj 3-krat. Do tega ne prihaja, predvsem zaradi težav s finančnimi sredstvi. Moram pa reči, da po 2-krat prihajajo in tukaj naši strokovnjaki, poleg tega, da posredujejo, podatke in pa pišejo interpretacije v osebnih pogovorih ali v pismenem gradivu, tudi predlagajo športnikom, predvsem pa trenerjem, kako spreminjati trenažni proces, da pridejo do boljšega rezultata, se pravi do vrhunskega rezultata, katerega lahko sam športnik na osnovi svojih osnovnih fizioloških pogojev doseže. Izvajamo testiranja, ki govorijo, kakšen je odgovor srčno-žilnega, pljučnega, dihalnega sistema na določeno nastavljeno obremenitev. To so stopnjevalni testi ali so kontinuirani testi, pri katerih mi iz teh podatkov lahko dobimo vpogled, s kakšno pripravljenost v funkcijo imamo opravka. Na podlagi tega se potem predlaga, seveda, obstajajo ljudje, ki so za to študirali, imenujejo se kineziologi ali pa trenerji, ki imajo neko ustrezno šolo, in potem na podlagi teh meritev dajo nek model programa. Modeli so različni. Zdaj, eni predlagajo zelo intenzivne modele, eni ekstenzivne, odvisno koliko je časa, pa kakšni so nameni. Za rekreativca je očitno, da osnovni namen, da se ukvarja z dvigom nekega zdravja, ali pa vsaj da dobi občutek, da je nekaj dobrega naredil za sebe. Ko pa to preide v neko tekmovalnost, pol se te zadeve malo spremenijo. Zdaj se nahajamo v laboratoriju za biomehaniko. To je v bistvu laboratorij, ki se v osnovi ukvarja z fiziko v športu. To se pravi, tukaj v resnici proučujemo gibanje človeka, se pravi na eni strani, da ga opišemo, s kakšnimi hitrostmi, koti, pozicijami in tako naprej telo se giblje. Po drugi strani pa nas zanimajo obremenitve telesa, kjer lahko potem ugotavljamo, kako močno nekdo neko delo upravlja, kakšne so sile, kakšno moč pri tem koristi in naprej. Recimo nas zanima potem, kakšno energijsko učinkovitost ima lahko, in seveda vse te parametre lahko spremljamo na eni strani iz stališča tega, da nas zanima optimizacija neke njegove tehnike, nekega njegovega rezultata, ali pa to gledamo tudi preventivno, v smislu, da pač razmišljamo o tem, kako bi moral se nekdo gibati, da bi bilo njegovo gibanje čim bolj zdravo. Naprimer, pride k nam kakšen merjenec, mi ga pomerimo, pa hkrati recimo na njegovih parametrih vidimo kakšne asimetrije, kar je recimo nek znak, da lahko to vodi v kakšne trajne preobremenitvene poškodbe.